Mario, dobrodošel v tele naši majhni pisarnici. Najprej bi se ti rad zahvalil za odziv, da si pripravljen v bistvu, kako so prej rekla, podjetništvo je način življenja, a ne, in to sam del. In da boš danes z mano delil svoje življenje na nek način. Pa bi za začetek najprej, kdo Mario je, s kje prihaja, kakšna je bila njegova karierna pot, da je prišel do tle, kaj je v bistvu danes. Hvala za povabilo. Prihajam iz, bom rekel, ljubljanskega obrobja, Ljubljanskega barja, to je kraj Borovnica. Bom rekel, je lih prav odmaknjena od vsega tega mestnega vrveža. Smo pa seveda vezani na glavno mesto Ljubljana, ne. Zdaj, podjetniška pot, bi rekel, kaj pa vem, se je začela že skozi mladost. Oče je začel, bom rekel, s slikopleskarskimi deli in si bil zraven vpet, a ne, nekako v to pač podjetništvo, gradnjo in tako naprej. Da pa to delam, kar delam danes, sem se pa mogoče odločil, kaj jaz vem, seveda pred srednjo šolo, potem sem se vpisal na gradbeno tehnično šolo v Ljubljani za Bežigradom. Zakaj sem se za to odločil? Mogoče lih ta krog, ne, ke sem bil dosti z očetom po terenu in pač spoznaš te ljudi, ki so pač bili v gradbeništvu, tako operativni sestanki, pa pol seveda je kava, a ne, se gre v gostilno, se zmeniš še dodatno za posel ali pa pridobiš posel. In nekako sem bil vpet v to že od mladosti in sem se pol tudi odločil za to šolanje, pa potem naprej za študij gradbeništva, ki mi ga sicer ni uspelo dokončati, sem pa bil zato bolj vedno pač na projektih na terenu. Združeval teorijo s prakso. Tako. Se pravi, 2004 sem začel z obiskom gradbene tehnične šole, potem končal. Vmes je prišla kriza v gradbeništvu, takrat je bilo kar hudo, tisti 2008. In tam nekje je bilo kar zelo hudo 2010, tam od 2012 naprej se je pa začelo to gradbeništvo nekako pobirati v Sloveniji. Bila je izjemna plačilna nedisciplina v tistem obdobju. Bilo je tako, sploh nisi vedel, ne, za koga boš šel delat, za velike, ne. Bil je tak nek strah tudi v privat investitorjih, ne. So delali samo neke nujno potrebna vzdrževanja ali pa, bom rekel, manjši projekti. Oče je tudi potem, so mu ostali dolžni, je mogel podjetje zapreti. V glavnem bilo je. Tako hudo je bilo. Ja, seveda, ne. Jaz sem pol tudi malo bolj, seveda, bil sem še študent, delal sem vmes še druge stvari. Majčkeno sem se tudi pol tem bolj fokusiral na smučanje, ker je moja, bom rekel, druga strast. Tako da sem tudi učitelj smučanja. Učil sem v tujini, zaradi smučanja sem tudi obiskal Avstralijo, sem tudi dol, se pravi, učil. No in pol nekako, seveda med letom moraš pa početi neke druge stvari, ne. In sem potem sam prevzel, bom rekel, to obrt oziroma naprej, ne. In sem potem leta 2018 odprl podjetje in od takrat naprej pač samo bom rekel, pač širimo to vizijo tega gradbeništva in delovanje. Kakšna pa je vaša vizija? Mislim, da se je spreminjala skozi leta. Kaj pa vem, trenutna vizija je, kar se tiče podjetja, da naredimo, se pravi, nekdo, ki nas pokliče, ne, da probamo mu, se pravi, njegove
sanje ali pa njegov ta projekt zapeljati, tako kot si je investitor zamislil. Prav, da se mu maksimalno prilagodimo in to pač iztržimo maksimum iz tega, kar je pač v projektu zastavljeno. Se pravi, če bi tako rekel, ultra personalizacija. Tako. Ok, nekateri grejo bolj zadeve na standard, če standardne, pač so tudi taki projekti, Ja. da pač vse vzameš. Nekaterih zahtevajo ali pa hočejo imeti pa več, tisto, bom rekel, nadgradno vsega tega, personalizacijo, neki res v finiš, detajl in se pravi, da se ta res objekt združi v eno celoto. Se pravi, da je to, da ima, se pravi, res neko, bom rekel, rdečo nit, da ima neko povezavo, nek smisel, neko zapakiranje, da je to pač celota zaključek tega. In da je to in tako estetsko, kot funkcionalno. Ker tudi arhitekt ti da, pa projektant ti nekaj da, seveda osnovo, smernico, nek projekt je, to se nekako držiš, ampak pol skozi projekt, ki pa delaš, izvaja se, pa dostikrat vidi nekaj drugačni ali pogled, ali nekaj bolj smiselnega, ali nekaj se opusti, nekaj se doda. Bom rekel, enega projekta ni, da bi bil od začetka, kako je zastavljen, da je pol tudi izvedbeno, da je bil tako narejen. Ja, pravijo, da papir vse prenese, a ne? Ja, to že, ampak se pravi, na koncu se vidi ali zaradi potreb, ali zaradi nekih drugih okoliščin, ali pa logike, ki pride, pa se pač zadeva spremeni. Zdaj, če to dosti hitro v projektu, ni take težave, bolj je problem kasneje, ko se že zaključujejo zadeve. Prej je treba misliti. Ja, zanj smo se pogovarjali z eno ekipo, isto v bistvu tako zgradbeništvo, elektro, vodovod. Tisti, ki se ukvarjajo z nekimi elementi v gradbeništvu, ki so pod steno, pač zaupaš obrtniku, da je dobro narejeno. Vaše delo je pa zmer, pravijo, ti imaš lahko super bajto, pa na koncu, če slikopleskar pride, pa če ni dobro naredil, ni tazga zadovoljstva, ker vi ste eden izmed tistih ključnih zadnjih elementov, ki da svojo piko na i. No, vsaj tako smo videli v tej debati. To je tako, kot v šoli. Če imaš ti zmedo pri zvezkih, pri ureditvi, nikoli ne boš, težko, da si, ne vem, odličnjak, saj bom rekel, v tehničnih, pustimo družboslovni predmeti, ampak saj naravoslovni predmeti, se pravi, vedno je nek red, nek redosledje. Če imaš ti že od začetka red, se pravi, da je nekdo, ki vodi projekt, da je tega dorasel, da so izvajalci, se pravi, sledijo temu redu, tudi čistoča na gradbišču je en pokazatelj. Ja, velik. Ne moreš, težko je, zdaj bo imel tam vse namazano, kvalitetno je pa naredil. Ni tega, ali pa zelo malo. Se pravi, če ima on red že pri ugradnji materijala, ima red na gradbišču, seveda je velika bolj možnost, da bo tudi kvalitetno izvedel in tudi samo gradno kvalitetno pripeljal do konca. In tukaj se vsi deležniki, ki smo na gradbišču, smo, bom rekel, na istem čolnu. In moramo vsi, se pravi, imeti cilj, da bomo pripluli v pristanišče oziroma zaključili projekt. Vsem nam mora biti ta cilj. Če je ena ekipa ali pa en oseba, ki ga briga, je prišel samo nek za svoj del, ga briga za drugo, ni. Pa se začnejo problemi z usklajevanjem. Ja, ni to, ni samo uno, tle ni tega, to ni unga. Dimenzije ne pašejo, zakaj je to tle, on naredi svoje, gre briga ga, kako bo on za njim neki delo. Pa je tega veliko. Tega je veliko pri večjih podjetjih, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, pri velikih, ker oni se grejo tako rekoč, velika gradbena podjetja za stanovanjsko gradnjo so skoraj da ne inženiringi. Prevzamejo grobo gradnjo, naredijo v lastni izvedbi, se pravi gradbeno jamo, pa
potem kakšno betoniranje, ostala dela, imajo pa podizvajalce. Ja, pa tudi betonaža je zdaj včasih vprašanje, če jo delajo sami. Če ni Ja, neka ekipa z Ukrajine, Ja, ki so ja. spet podizvajalci, sicer pod njihovo kontrolo, ampak in pol je še ta problem, da tudi podizvajalci, se pravi, velikega gradbinca, vzamejo podizvajalce in tukaj pride do tretje, četrte veje, in na koncu mu ta petmu podizvajalcu mu je čist vse in kam je prišel, kaj je prišel, in kaj bo on gledal tam za eno drugo montirano stvar ali pa neki. In je pri velikih objektih je problem zelo tudi ta nešolan kader, ker nimamo več šolanih gradbincev, ni več tega spoštovanja in tam je potem izdelek na koncu res kaos. ja, težko je pol za drugim popravljati. Ja. Pa loviti, pa Standard napake kvalitete loviti. je padel. Ne? Ja, nekje se je pa precej vzdignil. Ne? Ja, na velikih objektih se mi zdi, ali pa je težko, ali pa se z velikimi mukami pol, a ne na koncu malo zaključujejo pol leta, let objekt, ne, in so pol velike, huda vroča kri z ene in z druge strani, da se to pol nekako, bom rekel, pripelje projekt pol k koncu. Ne. Kar se tiče pa zasebnih investitorjev, privat hiš, ne, družinskih hiš, je pa zadeva mičkeno drugačna, se da pa tukaj zelo lepo zapeljati objekt. Ne. Sam je pa narava dela čist druga, ali delaš za privat investitorja, ali pa če delaš za nek večji projekt, ki je stvar investicije. Ne? Ja, tukaj pri večjih investicijah je ponovadi, sploh če gre preko javnih, a ne, naročil, si pol omejen z stroški, ne, je treba se res bolj držati, kljub temu, da vidiš, da ni neki smiselno, ne, se moraš bolj držati tega, ne, ker tudi so zaprte pač finančne slike. Pri teh manjših projektih, bom rekel, pa tudi, če je za poslovni, ne, zadevo, je pa se da, ne, pač prilagoditi. Ne. Pa velika razlika je privat pa javni objekti, da se danes v Sloveniji se res gleda, ne, se pravi, DZO-ji, ne, dokazilo zanesljivosti objekta, se res, bom rekel, se vgrajujejo materiali ali pa saj papirnato, ki pač ne bi bili res, ne, po teh standardih, ki se zahtevajo. Ne. Tudi pri požarni varnosti, Ja. da so, se pravi, zadeve A1, ne, če se zahteva nekaj, se pol to vgradi. Sploh za javne objekte je tukaj v ozadju vedno, se pravi, požarni, a ne, inženir, ki bo šel pregledati ključne požarne elemente, ki si jih je dal v projekt, če so narejeni, in če ne bo tega, ne bo dal pač podpisane. Ja, pa se je prav tako. Ne? Ja, absolutno. Mi smo veliko delali na Novartisu, pa imaš pol tudi te eksocone, ne? So posebna varovanja, spet posebni standardi, vzemljena okenski profili. A ne, koliko je to enega znanja, pa enih ljudi, ki mora zelo jasno komunicirati, kaj je cilj, kaj bomo naredili, in pol tudi tehnično uskladiti detajle, da dejansko tudi po tem funkcionalnosti to ne ovira. Ne? Včasih kakšen standard, sicer na papirju že on zdrži, v praksi se pa lahko pokaže, da ga detaljno ga je pa težko izvesti, ali pa da mogoče bi bila kakšna druga rešitev bolj primerna. Ne? To je pa pol zmer znanje mojstra na terenu. Kako... Ja, pa tudi, ne, vsak projekt je unikat, ne? Sploh recimo, če so podjetja, proizvodne, a ne, vsak ima neke svoje zahteve. Ne? Tukaj je pol že prvenstveno vpet projektanta, ne? Ponovadi je to, vsaj za arhitekturo je to arhitekt, ne? Ja. Je vpet v pač sam tip, a ne, tega projekta, in so pol že tukaj smernice. Ne. No, nam se je naredila zanimiva zgodba. Smo delali večji, lani polet smo delali večji objekt, proizvodno, skladiščni, in je med projektom pač umrl požarni inženir. In se pravi, on je naredil požarni elaborat, mi smo delali po tem elaboratu.
Na to je prišel drug požarni inženir, ne, in je naredil svoj požarni elaborat. Sredila. Sred dela. In smo pač mogli določene stvari dodati, neke stvari spremeniti in še neke dodatne stvari požarne upoštevati. Kako pa pol to zgleda pri obračunu? Kaj to Ja, moraš z tukaj je, investitorjem ja, ne, skomunicirati? Ne? se tukaj nima, pač investitor nima izbire, ne. Tle pač je prisiljen v to, ker ne Ja, bo, če je prav požaran, pol mora tukaj tako ne biti. boš, ja, tukaj se investitor pač tako je, ker ne moreš dobiti požarnega izkaza in ne moreš začeti obratovanja. Ne. In pač mora slediti tem pač navodilom. Ne. Tako je. To tukaj smo delali v Ljubljani, bom rekel, eno igralnico, ne, in vse je bila zahteva, da so notri vsi materiali, požarna klasifikacija A1. Ne. Ali ne bojo to lesene obloge, ali ne bo to sedeži, pač vsi materiali. Ne. Vsak, ki je ugradil material, si mogel prinesti požarni Certifikat. izkaz A1. Tako. Tako tle je, seveda, tukaj je javni objekti, se vedno razmišlja celostno, ne, ker to je za uporabo za ljudi in tle mora biti zadeva Ja, poustrenjene. pač res po teh parametrih. Ne. Ja, ti večji objekti imajo eno posebno karizmo. No. Bi si pa želel, da posen, sicer to, kar imamo mi izkušen, v večini primerov so kar dobri odzivi. No. Tako da tudi med sabo, ne vem, gliklena železnica, ki imaš ti od konstrukcije, betona, pa vse je upet, pa delitacije, pa kako bomo to pompetreti, se da fajn pogovarjati. Lik zanj se je pa zgodil ta teden, no. Smo pa na enem bloku delali privat stranko, blok je prštiman z ograjo za izvedbo fasadnih del. In so imeli pač ograjo okoli in je tam bil nek prostor, ki je verjeten za kombi od ekipe, ampak njih na bajti ni bilo. Mi smo navajeni velikih gradbišč, vemo, da je fajn, da so kombi za ograjam, a ne, da varuješ in ljudi in upremo in vse. No, smo pa doživeli hladen tuš, jaz se res upravičujem, nisem poklical, a ne, ampak na bajtem benga ni bilo, ampak smo naleteli na zelo nerazumevajoč napad, da kako si dovolimo kar parkirati avto za ograjo. Si kar tako, a ne. Pa dobro, ne, sej nisem naredil škode, delam varno. Tako, se mi zdi, da v gradbeništvu se še premalo poudarka daje na komunikacijo med izvajalci in da če sledimo eni lepi odprti komunikaciji, pa če smo se pripravljeni poslušati, prvič nam bo vsem nam lažje, ko to izvajamo, ne. Po drugi strani je pa tudi na koncu najbolj učinkovit za investitorja, ne. Ker bomo vsi prej prišli do rezultata. Ne. Ja, problem so kakšni. Vedno priješ v eno okolje, ne, ki ti kot gradbinec spremeniš to okolje. In potem, se pravi, stalno, kasneje, ne, kot z adaptacijo ali pa z gradnjo, ali pa tudi momentalno. Ne. To je, če je bila prej to neka mirna soseska, pa to zdaj za nek čas Ja, delovišče. delovišče. Ne. In to je živa stvar. In tako da smo pripravljeni. Ja, na vse. Ne. Na vse. Ja. Na vse. Pričakuj, ne pričakovano. Tako. Tukaj smo v Ljubljani obarvali eno sosesko, večstanovanjske zgradbe, je bila samo barvanje. To smo izvajali v poletnem času. Seveda je ogromno zelenja okoli, ogromno teh grmovja. In jaz si tudi predstavljal, si nisem, ne, da bi, ne vem, da porežeš španski bezeg, da zna to predstavljati tako problem in težavo. Ne. Na koncu je bilo seveda sklican sestanek z upravnikom, z akterji. To je bilo res velika težava. Ne. Ja, ja. Ta španski bezeg smo posekali. Kaj si mi mislimo? Ne, to, Ja, narodna katastrofa. Ja, tako da zdaj sem to že tudi pripravil, ne, in vnaprej povemo. Obvestiš. Ja. In tudi že vnaprej upravnik obvesti stanovalce, da pa bomo posegali v španski bezeg, če bo v območju 2 metrov okoli fasade. Ne. Ja, ja. In pač ljudje ne razumejo, da bo itak čez 2 leti se bo ta obrastel. Ja. Ti, Mario, s čim se pa pri vas ukvarjate vse? Mi izvajamo predvsem
suhomontažna dela, tudi slikopleskarska dela. Potem pa imam izoblikovano ekipo podizvajalcev, ali pa kako bi se temu rekli, bom rekel, partnerskih, Poslovnih partnerjev. tako, ki delajo, se pravi, električna dela, strojna dela in pa parket, pohištvo, vrata. Tako da, bom rekel, mi pripeljemo objekt potem do konca na ključne. Od tretje naprej so rekli. Od tretje podaljšane, dobra pa tretje, tudi kakšno fasado naredimo, sem pa je na privat hišah. A fasade vam niso toliko? Pri fasadah je ljube. prevelika konkurenca, pa ljudje ne znajo bom rekel, ceniti dodano vrednost na fasadi, ki tudi obstaja. Ko pol z leti ali pa kasneje vidijo, kaj pomeni dodana vrednost, misli, fasada je fasada, ampak ni res. Ne. Zato naredimo, bom rekel, kakšno fasado na let. Ja, ponavadi v sklopu večje stvari. Ali pa v sklopu, če že privat investitorju naredimo vse, pa mu boljše fasado naredimo. Ne. Tako, imaš redno stranko, ki investira in potem Tako. za tazga, enega poslovnega partnerja imajo mizarstvo, ne, in pravi, ne, notranja vrata. Ne. Če je v sklopu hiše, da je to hodnik, pa da so neke povezave, pa neka inline vrata, jih naredi. Ne. Če, da bi pa sam kar tako vrata delal, a ne, pa Ne. žal ne. Ne. Razen če ta investitor, ne vem, ki si recimo ti njegov ključen izvajalec za določen sektor, da bi imel pa željo nekje narediti, pa notranja vrata, tak mu pa greš na roko. A ne. Malo selekcije moraš delati, in glih ta gospod je meni rekel, ne, prav, sej ne moram vsega narediti. In ni nič hudega, oziroma tako, večkrat bi mogli znati reči ne. Tudi ta rak rana obrtništva imam občutek, je glih to, ki je ja, bom, ne. Pa je pa ogromen teh ljudi, ki bojo, pa tisti, ki je kdaj v gradbeništvu bil, ne ve, da, tako kot sva rekla, pričakuj nepričakovano, a ne, in pol tisti bom kar naenkrat, mogoče bom se potrudil, pa ne dvigne telefona, a ne. Približno tako zgleda, a ne. Zdaj, meni se problem je, če se to dogaja. Dej, kdor dela ta greši, ne. Če se to vsem pa kaj zgodi, a pa res poredko nekako razumeš, ne. Ampak to se v Sloveniji, saj tako, ko malo gledaš odziv ljudi, pa to ne, je veliko takih, ne. Ja, Kako pa vi? Največji naval je povpraševanje ali pa nekih, bom rekel, kar že ne samo povpraševanje, že kar izvedb je, se pravi, pred poletno sezono, ne, to je tam najhuje maj, junij, pol se julij, avgust se umiri, avgusta je sploh mirno. Ja, Tako kot en 15. primer, do 15. primer kot z januarjem. No, pa se pa spet začne. Ne? In po je Skozi ta, do decembra. in po je pa ta naval do decembra. Ne? Decembra je uno, ljudi mislijo, januarja se več ne bojo stroji prižgali, ne? Se bo nehal graditi. To je res. Potem je ta januar se nekako, Okay. Počiješ. ja, je spet se zažene in je potem kaj do marca znosno, pa je pa spet neznosno. Ja, zanimivo je, kako ima gradbeništvo to svojo fluktuacijo. Sploh te decembri, no, to so meni, ja, obračuni, Ja, številke se vrtijo. Ne. Vse je decembra. Ti bi se mogel na terenu pa raztegniti. Ne. A si ti na terenu še prisoten? Še. Jaz sem kar, imamo zaposleno inženirko v podjetju. Aha. Ravno zato, da sem lahko več, za voljo tega več na terenu. In se mi zdi, da potem ta stik s fanti je potem bolj, moraš biti na terenu. Da veš, kaj se dogaja, da veš, kaj delaš. Tudi če kdaj grem prav delati na teren, drugače sem pa tako, a ne, kot support, podpora, a ne, pripeljem material, se zmenim, tudi če vidi investitor, da sem jaz dosti tam, a ne, ima nekega sogovornika, treba nekaj detajlirati. Ja. Tako da sem še kar prisoten. Pa se verjetno je to en svoj vrsten gušt, ne. Če bi te eno pisarno zaprl, ne bi to dolgo trajalo. 2 ure maks na dan pisarne bi bilo idealno. Je pa pri vsej tej birokraciji danes Ja, nemogoče. ogromno je enih. Noro je. Noro je. Tudi, Ogromno je aha, pa papirja. ta inženirka verjetno skrbi tudi za izdelavo predračunov na podlagi popisa.
Tudi, ja, jaz ga sicer pol na koncu pogledal, uskladiva. Ja, Ja, vse ima pač naloge, ki jih opravlja. pametno. Tudi razmišljanje. usklajevanje med potem, se pravi, med strojnikom, med električarjem. Ja, to niso heci. Ne, tako je, ker na nič se ne sme pozabiti. Ne. Ja, ni fajn. Tudi smo delali medicino dela, a ne, je Mhm. poden na pogled isti, pa je nekje statično prevoden. a Ne, pa nun, se pravi, bi že skoraj pozabil, pa dobro, da ga je opozorila, da smo pol naredili statično prevoden, ki mora biti pa zaradi tistih naprav, ki grejo v ta prostor. Ne, je zahteva, da je statično prevoden, da ne pride do. Ja, to so neki Da ne detajli. pride, ja, res je, se pravi, gradbeništvo gre res v detajl, se pravi, kakšen je pol namen uporabe tega prostora. In je že pri samem projektiranju in pri izvedbi treba biti res pozoren in dosleden, kaj se dela, ne, da je na koncu zadeva funkcionalna. Ja, dejstvo je. Mi recimo se veliko dotikamo, ne? Mi smo glih povezava med, jaz pravim tako, ne. Ker smo mi enkrat na objektu iz cegla vrata hiša, rata zaprta, rata varna, dobi te osnovne stvari. a ne. In je zanimivo, kako se vsega dotikamo. a Ne? Od detajlov, kako bo notor zaključen na nas, kako bo hidrostopnost urejena, kako je RAL montaža urejena. a Ne? Pa smo mi samo en delček mozaika, pa koliko se dotikamo enih detajlov, od fasadnih strani, čim smo pri kakšnih drsnih stenah, fasad, se pravi terase, kje bo odvod vode, kako bo. In sej, če pozabiš, ne, ali pa da v projektu ni bilo vključeno, ali pa da ne prepoznaš morebitne nevarnosti, ne, kje se bo poznal. Ja, ko bo prevzem hiše, zagotovo ne. Ko pa je ne 2 leti okoli, 3, pa ki pride kakšen močen deževje, a ne, takrat pa hitro vidimo, a se je šparal na objektu, ali so bili dejansko prisotni izvajalci, ki svoje storitve upravljajo v skladu z določenimi standardi. a Ne. Ker smo že imeli en kolega, no, kupil novo hišo, se je delala soseska, po 2 letih je po spodnjem delu hiše posod začela v bistvu plesan ven sekati, ker so bile neke manjše poplave, v glavnem, ni bilo dobro tesnenje narejen in so praktično švoh 2 let staro hišo začeli odpirati kvadrat pa po kvadrat, ker so iskali, kje zdaj ta voda. A ne. In glih danes je en vodovoda rekel, ne, prav, če pri inštalacijah nisi dosti previden, ne, je premalo potem 1000 evrov na kvadrat, da ti najdeš kje napaka, ne, pa gleda pa prav, ne, sam ponavadi v prvem kvadratu ne najdeš napake. a Ne. Ja, je kar sploh pri montažnih hišah, ki se danes delajo, ne, kar na veliko je treba biti res previden pri zamakanju. Ne. Ja, voda je. Ja, voda je hujkovna. Čeprav, če imaš ogenj, imaš pa še vodo, ne. Tako da tam imaš dvojno katastrofo. Ja, to gradbeništvo bo šlo nekam v smeri, se meni zdi, nekega modularnega principa oziroma pristopa, bomo rekli, standardne hiše, ki bojo, bom rekel, cenovno bolj dostopne množicam, se bojo vsekakor gradile modularno. Boš imel neko, tako kot danes avto sestaviš, ne, rečeš, Ja, to ja. bom pa to, tam boš imel neke module, pa boš rekel, ne, 2 dnevne mi daj not, 3 sobe, Ja, 2 standard. kopalnice, ja, in mislim, da se bo čedalje več delalo v nekih proizvodnjah, prefabricirano, tudi zaradi tega, ker imaš kontrolirane pogoje dela, ne, kar ga na gradbišču nimaš, vsaj dokaj je v fazi začetne gradnje. Ja. Imaš vse vremenske vplive, ne, za fasado ti danes že zmanjka časa, ne, boš upošteval od +5 do +25, taka vlaga, ni vetra, ne piha, ni uno. Najdeš pa fasaderja, ki reče, da pri minus Ja. 15 lahko liko fasado dela. Ja, seveda. V redu. Ne, se pri nam ponovadi je tako, ne, dokler gre zadeva, ne, ko pa ne gre, ko je nekaj narobe, ko se stvar zakomplicira, tam se pa pol začnejo roke dvigati, ne, dok ne priješ na sodišče, če greš pač tako daleč. Ja. Tako da ja, vedno se bo pa gradili neki posebni objekti, ki bojo pač, ne bojo po principu nekih
pred načrtovanih projektih. Pa še vedno bojo adaptacije. Ne? To je pa spet zgodba čist zase, ne? Adaptacije. Tukaj imamo pa veliko spomeniško zaščitenih zgradb, ki se jih tudi lotimo. Imamo tudi nekaj narejenih. Tle pa pač poseben način, drug način, drugačen način. Še večja odgovornost. Ne, tle pa pač drug tip gradnje. Ne? Tle pa pri spomeniških zgradbah se ne uporablja cementa, gre vse temelji na apnu. Imaš potem nabor materialov, ki so priznani od ZVKD-ja in se te materiali uporabljajo. Pa sanacijo vlage, kar je dostikrat problem. In tako naprej. Pristopi. Veliko je tega. No. Zdaj težko je temu vsemu slediti, za nekaj se specializiraš. Tako da mi imamo ta segment, bom rekel, suhomontaže, slikopleskarstva, tudi sanacije. In že temu slediti je kar izzivno. Vedno prihajajo novi materiali, nove metode, načini. Ja, trgovski potniki vsak let presenečajo z novitetami. Jaz raje gledam na kakšnih sejmih po tujini predvsem. Ja. Ja, vsekakor pa tudi tistega proizvajalca, ko imam, ne. Se pravi, pri tebi bom zdaj ugradil materiale tega proizvajalca, je zelo važno, da imam v ozadju support. Ne. Ja. Da je tudi support je zelo važen. Če ne drugega, že zaradi samih potem papirologije, ki jo moraš priložiti. Ne. Ja, koliko je ena birokracija Ja, v resnici odzadaj. Ja. Ja, in brez dobrega partnerja, pri nas isto, sploh za stvari, ki jih sami v bistvu svetujemo in prodamo. Ne. Koliko je pomemben, ker recimo zelo je popularen, ne, spolske okna, pa s tem, pa ja, veš, zakaj bi sploh to kle kupoval, se je brez veze, gor dol levo desno. Jaz pa sam pravim, ne, čez 10 let, ko treba, ne vem, neke pante zrihtati, pa neko kovje ali pa Neka tesnila, ja. Da je pa ti tam unga dobod, da bo to, a ne, support res nudil. In to je ključnega pomena, ne. Ja, kar je danes važen, tisto, kar ugradiš, je tudi važen support tega. Ne. Tudi na koncu, da te stranka dobi, te pokliče. Ne. Ej, tlele pa imam nekaj še za dodatno narediti, ali pa nekaj je, se prije tudi do kišne, ne. Treba kišne pante kdaj naštelati, ne, da se ti nekdo javi in da ti nekdo pride. Ne. To res narediti, to je tudi važno za stranko. Tudi pravim, zato ta support tudi nekaj pomeni danes, ne. Če bi se zdaj postavljal v vloge enega investitorja, dela svojo hišo, kakšen bi bil tvoj nasvet, kje so 3 ključne stvari, ki jih moraš biti pazljiv ali pa na njih pomisliti, ko prideš enkrat do suhomontažnih del? Kjer je bile 3 modrosti, ja, iz izkušenj? Kaj se mora investitor vprašati pri izboru izvajalca za suhomontažna dela? Kaj pa vem, se mogoče za vsa dela isto, ne? Ja. Da tist cena ni prvi, ni nek merodaja, ne? Je neka smer, ne? Je cena. Koliko je kompetenten izvajalec? Reference, ja, če je dorasel temu projektu. Če zna ponuditi tudi kaj več, ne? Dodano vrednost temu projektu. Pa ne vem, kaj bi bilo še. Spravim, ampak če ti nekdo, to, kar sem se prej pogovarjala, ne? Če neko podjetje dosega te stvari, ne? Ima že verjetno tudi v ozadju urejeno ekipo, ima že v ozadju urejene tim delavcev, ki je, ne vem, primerno opremljen, primerno izšolan, ker tukaj gre eno z drugim, ne. Se pravi, to je redosled. Ti že na ven vidiš, če prije neka urejena ekipa, je težko reči, ta pa sigurno nima vseh papirjev, ne. Če že vidiš ga, da je poštimano, ne. Tako da tle se veliko že vidi od samega pristopa, no. In kakšni so pa izzivi pri postavljanju ekipe, a pa kako ti vidiš svojo ekipo, pa kako si jo sestavil? Ja, sestavil sem jo pa en, pa je drug, pa je tretji prišel po priporočilih, pa je priporočil unga.
pa predvsem to, da sem bil jaz veliko, še od začetka, ko smo bili zelo majhni, sem bil veliko zraven, oziroma skozi zraven. Važen je tudi ta osebni pristop. Vsi zaposleni me lahko dobijo kadarkoli, za karkoli, za pogovor, za pomoč, za uno, za tret, za nasvet, praktično za kaj. Če ne vejo, jim jaz pridem narediti, ali pa skupaj naredimo, ne? Skupaj sestavimo to. Kaj bistvo je, da nekako, da se zavedamo, da smo vsi v isti ekipi, da če on ne bo naredil ali pa slabo naredil, da bo pol njegov sodelavec ali pa jaz mogel za njim popravljati, ne? Da moramo narediti, predati in šele takrat se lahko zadeva, ne, poračuna, da če jaz ne bom mogel zadev poračunati, tudi oni ne bodo mogli dobiti svoje plače, ne? Da je pač tle tisto zavedanje, ne, da ne priješ na šiht sam, ne vem, zrak leta, ne, ampak moraš nekaj narediti, da bom tudi jaz lahko pol plačal tega zaposlenega. Kako pa poskrbiš, da so dovolj motivirani, da izvajajo? Prej si kazal fotografije z enega objekta, ki so prečudoviti izdelka, ne? In da nekdo naredi tak izdelek, mora tudi sam čutiti to odgovornost, pa to motivacijo, da se res potrudi, ko stvar dela, ne? Kako vzdržuješ to visoko motiviranost v ekipi, zato da dosegajo take rezultate? Ne, mogoče fantom všeč, da imamo vedno nek drug izziv. Šolanja grejo, ne, tale Velux montažo, pa same od proizvajalcev so tudi, sploh zdajle v zimskih mesecih so izobraževanja, ne, grejo to. Se pravim, to je, veseliti te mora to delo, ne, tudi sami fanti mora to veseliti, da to delajo, ne. Če bi nekdo delal neki na silo, Ja, ni to, ne. Jaz mislim, da jih veseli, ne. Da smo pač neka ekipa, ki smo v redu, saj je neki fluktuacije, vedno je, ampak imam zelo malo tega. Imam neko stalno ekipo, so fantje vmes med sabo povezani, vejo, kaj jih čaka, nikoli ni nekih, bi rekel, presenečenj v smislu, ne vem, plačilne discipline ali pa kaj takega, ne, politike. Imajo zagotovljen, pač kar rabijo od orodja, najnove pač. Ja, omogočiš jim, da je njihovo delovno okolje tako, kar se da prijazno. Tako, to res probam, ne. Imamo ta eksoskelet, Res? pa ga ne, ja, imam dva od Hiltija in sem mislil, da ga bojo več uporabljali. Pa Pa ga ne, prav, da jim ne leži, da jim ni všeč, da so ovirani. Sem rekel, lejte, tle imate, vzemite, ne mi jamrati, da vas bolijo nekaj roke, ramena. Zakaj sem pol ne morem pomagati, ne? Tle imate na voljo, vse imate. ja. Imate vse, vzemite si zjutraj v skladišču, kar pač rabite, si jih vzemite, ne. Tako da, Ja, pomemben je, da se tudi mi kot nekdo, ki vodimo to ekipo, ne zavedamo. Pri nas je tudi v bistvu ves fokus je usmerjen v to, da so fantje kar se da ja, proba se zdaj priskrbljeni. tudi ta, ne, se pravi, nov pravilnik o bremenih, ki je v veljavi. Ja, dvigovanje težkih bremen Ja, smo v polni delali. veljavi od avgusta 2024. Tudi nalaga, ne, ta določena omejitve, ki jih imaš, ne. Ne bi danes, ne bi po tistem pravilniku, če delavec nekje okoli 800 kil, da bi preložil, ne, vreč materijala, je že zaključil s svojim delovnikom za danes, kar se tiče, ker daš lahko samo še za mizo nekaj pisati, ne. Ja, Ja, kako to pa je to po v gradbeništvu pravilniku. Ja, ne prenese? vem. Pa vre? Ta pravilnik je, se mi zdi, da je samo še eno zadeva na papirju napisana. Ja, mi, ki smo šli delati ta elaborat, ne, z inženirjem, sadiva, ne, greva čez ta test oziroma vprašalnik, ne. In ona mene sprašuje, ne, tam je vse govora nekje do 25 kil, ne, pa da lepo dvigneš z nogam, pa jaz ne razlagam, kako pa to v praksi izgleda, ne. In ona me s takimi očmi gleda, ne. Sem rekel, ja, kaj ne, ker tam dol spustim, zato ker je zdaj, ste dali vi en pravilnik in Ja.
Po 2 urah je se zaključil z delovnikom. Ja. Tako zaslužil je pa pravilno. 50 evrov, odnesel jih je pa 100. Ja. Mislim, v gradbeništvu smo res soočeni včasih z situacijami, ki si kar tako dobro, se jaz razumem, pa jaz ful podpiram to, da se merka gor do levo desno, ne? Pa mi smo sploh obremenjeni s težkimi bremeni. Sam, ljubi Jezus, dajmo pomagati, a ne vem, dajte subvencije, dajte ne vem, neki, ne pa zdaj delodajalca obremenjevati z dodatno birokracijo, ki na terenu ne pije vode. Ne. Sej, jaz mislim, da veliko se je pripomoglo, ko so šle vreče iz 40-50 kg včasih na 25 kg. Ja. Veliko je tudi tega zavedanja, ne, da dvigaš z vzravnanim hrbtom, z nogami, ne z hrbtenico. Ne, tudi to, ker bo pa, mislim, da v prihodnje tudi veliko je tega, ne, samih avtodvigal, žerjavov, Ja, že po To gradbiščih. se zdaj res tega. poznajo. Pa se mi zdi, v prihodnosti bo kar nekaj robotizacije tudi prišlo na tem področju. Ne. Veliko bo pogojena, kako bojo se pravi finančno dostopna te urodja. Ne. To je tudi ena, ampak Pa kako bo ta robot dejansko spreta. Ne. Je pa to res, da gradbeništvo, sploh pa na te dimenzije, ki se zdaj gre, ne vse v našem sektorju, dober avtodvigala so neki, ne, pa roboti taki in drugačni je neki. Sam še vseeno se pa zgodi, ne vem, nam je enkrat en arhitekt tako narisal, da smo steklili meha manjka po luftno. Tako, kle na stopnicah si zamislil eno ogromno šipo, steklimo do znotri, placa med profilom pa stopnicami pa, ne vem, 20 cm, šipa ima 100 kg in kako si ti zdaj, da vsaj steklenje od ozuni naredil, a ne? Ampak to na papirju zgleda vrhunsko, ne? No, sej najdeš pol način, kako sam ponavadi pol pri teh improvizacijah je zelo težko to pravilno dvignem, ker je že vprašanje sploh, kako bo to kaj prišlo, ne? Ni vprašanje, am jaz to pravilno dvignil ali nama, ne? Tako da, ja, kle, skrb za ljudi, ne, za sočloveka. To sem pa opazil recimo v Evropi je ta skrb za ljudi ful, ne, ogromna. Tudi v smislu napredek orodij za pohitritev dela je enorm, tudi na gradbiščih. Hilt je dal par let nazaj, 2 leti že mislim, da zdaj ven tak poseben pritrdil, da ne rabiš za stropno fiksiranje, ne rabiš več predvrtanja ali pa vrtanja. Aha, Imaš na smodniški pištoli, imaš Ja, ja. tisti za zabijati. in samo zabiješ. Ne. Ja, Glavno tukaj je napredek kar. ja, Pa sem bil pa v Johannesburgu na sejmu, gradbenem Big Five, ne, in tam gledaš, pa so še vedno tiste osnovne zadeve. Ne, pa začneš malo govoriti s temi dol proizvajalci, pa to, pa gradbinci in rečejo, da je to totalen nesmisel. Prav, jaz imam delavcev, ko krčem ja, po tam evro. je cnej to. po evro na uro, mi ni problema. Tako da, ja, tle je, od trga je zelo odvisno, ne, na katerem trgu si in kaj delaš. Ne, ker globalno je to še vedno. Smo mi tle v Evropi, pa temu smo kar prednačimo. Ne, smo kar. Ja, če bi gledal zdaj standard, ki ga moramo držati, pa ne samo v smislu končnega izdelka, ampak standard tudi skozi cel delovanje izvajalcev je zelo visoka. Ne. To Ja. pa pauze, pa to pa omogočati, in- pa skrbeti, pa sej pravno. Ja, zato pa se vprašaš, ne, za globalno konkurenčnost. Ne, pač, Ja, tle pa razen za sektor, kjer to ceni in je pripravljen to plačati, ne, zato se v bistvu tako, tudi slovenska podjetja, tako vsa večja gradbinska oziroma proizvajalci gradbenih stvari, če ne bi imeli eksporta od Slovenije, se nada živeti, ker je premajhna. Kako tudi arabski svet, kako se počasi odpira, kako nekdo, ki ima kapitala, ne, ceni to kvaliteto, ki na koncu, gradna, ki jo mi, sploh Slovenija, itak so pač lovimo nemške standarde, švicarske standarde. In gor vemo, da je tudi privat bajto dela čez nekaj drugega, pa pri nas. Ja. Imaš tudi že pri nas take,
Ampak ne vem, v Avstriji je je test zrakotesnosti stalna praksa, da se delajo po končanem objektu, da nadzornik dela pregled za termokameram, stalna praksa. A ne. Ja, pri nas termokamere imaš, ampak je prej izjema, kot pravilo. a Ja, ne. pri energetski izkaznici je, ne. Pri Ja. pri pasivni hiši je pa za te zrakotesnosti vključen. Ja, sem se pravi, tam je to, karkoli se lotijo res Ja, by the book. Ne. po reglicih. Pri nas se pa še zmeraj malo, smo še zmeraj ta sever Balkana, se še zmeraj malo hvata krivine na momente. No, Ja, od standardov, no. Ampak tako je nekako generalno trg zgledano. Ja, ekipe. A si ponosen na svoje fante? Ja, se moraš biti, ne. Moram biti, sem ponosen, seveda. Mm. Ker če ne bi bil a ne, tim je močan toliko, kot je močen najšibkejši člen. a ne. Se pravi, eno vodilo mora biti. Ne. Ja, zagotovo. Ja. Ja, mi smo taka mlada ekipa, ne, pa se lovimo. Smo zelo profesionalni pri tem, kar delamo. a Ne. Ne poznamo se pa zdaj 15 let. a Ne. In je zanimivo, kako se pletajo te mreže in kako moramo biti ponosni na drugega in drugega spodbujati. Ko včasih, ko so stvari res fizično težke, a ne, ali pa je projekt, ki, ne vem, mi smo začeli letos, drug teden januarja na Jesenicah delati nov projekt, ampak ko smo mi prišli na gradbišče, je bil pač snežna odeja. a Ne. In so to neki, pa -10 je bilo. a Ne. Kako zdaj znotraj tega najdete veselje do dela, pa da si še produktiven, pa da še normo dosežeš, pa da probaš zraven ne toliko jamra, da te v roke zebe. a Ne. To so meni taki izzivi. No, pa jaz sem bil zraven, a ne, ker še zmeraj tudi sam si želim na terenu biti. No. Sicer sem si urnik prav postavil, da od ponedeljka do srede sem po potrebi na terenu, zato ker pravijo zdrav duh v zdravem telesu. Ne. Pa res ta povezanost s fanti. Ja, In to- sem jim neizmerno hvaležen. Ne, prisotnost mora biti, no, Ja. zaradi vsega. Ne. Je boljši efekt, rezultat. Ne. Je povezan si. Ne. Ja, Če pa sam nekdo nekje od zadaj, ki nekje ropotane, terenci ne funkcionirajo na tak način. Ne. ne. Podoben kot gostinstvo, ki so se že pogovarjali. Ne. Kakšne so pa želje za naprej? Kje se pa vidiš kot podjetnik ali pa? Ne vem, to je kar. Ne, da je nepredvidljiv. Ja, do Nikoli ne neke mere ve, do nikoli ne neke veš. mere, ampak ne tako. Nikoli ne veš, kakšen projekt bo jutri prišel na mizo. Ne, tako. Zato je to me ti žene naprej. Te raznolikost v gradbeništvu. To je tisti nek ta motiv, zagon za naprej. Tako da ne, v smislu, kar zdaj delam, je kar nek tisti, ki sem si pa rekel v gradbeništvu, to je pa to, ne, zato se splača delati. Ker če ti razširiš ekipo, ne vem, na 30, 40 ljudi, to si že pol odvisen od nekoga. Ne moreš se več posvetiti v tej meri, kot bi se rad, a ne, tem projektom. Tako da se mi zdi ta ekipa, ki smo zdaj, je nek optimum, Aha. da lahko tudi večje projekte vzameš in pa manjše, ne, lahko vse. Ne. Se pravi, če imaš manjše projekte, imaš 3-4 usporedne projekte, če imaš en velik projekt, imaš tega, pa mogoče kakšnega za zraven. Ne. Malo skačeš. Pa, ja, tisto skakanje lihnine, ampak tako, no, bom rekel, da to je ena taka ekipa, ki jo res lahko vladuješ, ki lahko res imaš oseben pristop do vseh in lahko res delaš izjemne stvari. In se lahko res poglobiš tudi v detajle, v neki več, v neko dodano vrednost tega lahko daš. Ja, več ne pomeni zmeraj boljš. Ne. Manj je več. Okay. Ja. 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 Zato, ker itak na neki točki ima firma svojo identiteto. Ne. Ko tebe Ja, pričakuje, da tako. boš nekaj naredil, a te paše ali pa ne. In večji, ki si, bolj si odsoten na nek način od tega. Ne.
Je pa teren dejstvo, ne? Vsake roke se poznajo. Ne? Ja. In v številu je moč, ne? To je dejstvo. Ne? No, Ja, sej fasade danes ti, če nimaš tudi za družinsko hišo, ne, če nimaš vsaj 4 ljudi, je brez veze delati. Ne. ja, Vsaj težko. 4, ne, težko. Če ne, drugje se pri zaključenem sloju vstavi. Ja, boš pa nekoga rabo spet, da ti pride, če ti pride nekoga prositi. Ne. Tako da ja, tista, bom rekel, ok, se da tudi z 2 delati v gradbeništvu, neka druga dela. Ne. Da. Če greš pa na nek mičkam večji projektih, pa saj rabiš 8-9 ljudi. Ne. Ja, oziroma se ključ skriva v tem povezovanju različnih podjetnikov med sabo. Ne inženiring. Dobro, Ja, zdaj tudi moraš, mogoče inženiring, ampak za inženiring je zgodbic 1001. Ne? s kom delaš. Ne. Ja, s kom delaš? S kom delaš. Ne. S kom delaš, ne, res. Da se najdeš, ne, da ima ta, se pravi, vse ta podjetja, ki jih imaš, ki skupaj nastopiš, morajo imeti podobno vizijo kot ti, ne, morajo biti usmerjeni Podobne standarde. ja, pa k istemu cilju, ne, zavezani. Če ne prevelik razkorak, ne bo funkcioniral. Ja, začne se pa pri tem, kako je kdo za sabo pospravil. Tako, To je banalna stvar. ja. A ti je pustil tamle nasmeten, pa ko boš ti zjutraj prišel, da boš mogel pol ure prej pospravljati, ne, da boš sploh lahko prijel za neki, ali imaš ti pitopi, ali veš, da ti reče mizar, jutri prijem vrata zmontirati in ti veš, da ne bo nobenega klica. Da ne bo ti klicala stranka ob 10 zvečer, tamle vrata se haklajo, kljuka ne dela. Ne. To je tudi bistvo. Da veš, koga spustiš za sabo na objekt. Ja, ta zaupanje. Ja, seveda. V gradbeništvu je zaupanje, pa to, da ko daš roko, Ja, da to velja. da to valane. Da so roki, da če je nek dodaten del, ki ga je itak je, da je fair, ne. Rečeš, le imamo pa nekaj dodatno in to bo tokle in prej poveš in je pač soočen s tem, ne. In reče, ok, ne, da je pol na koncu ti nekaj se spomniš, pa še 10 dodatnih Ja. delov Pa je računaš, pa ne. kar naenkrat za 30% dražji. Ja, ne se lahko je, ne, samo Ja, po dogovorjenem. po dogovoru smo se dogovorili, ne. Ja, ne pa kar tako. Ja. Ja, ne, imaš ljudi tudi, a ne, tudi imaš obrtnike, ki to Ja, vse malo sorte je čez pač. palc, ne. Jaz se z drugimi ne ukvarjam, ne Ja, sekiram, vsak dela pač kar dela. Na investitorju je tisto, zakaj je nekoga pripeljal Zbral. nekam, ne? Zakaj je nekoga zbral in to je to. In če je on to zbral, pač on ne za tem stoji. Ne? Ena tema, ki mi je zmeraj zanimiva, so avansi. A vas poslujete z avansi? So predplačila? Tudi, ampak Aha. ni to stalna praksa. Za manjša dela jih ne vzamem. Okay. Sploh pri privat strankah pa če imaš tudi nek okviren pričetek del, ne, pa ne vzamem avansa že v smislu, pa da je rekli, zdaj samo do denar, zdaj ga pa ni. Ne. Če so pa večji projekti, ki je investicija ogromna, ki je materijala v 6-mesečnih številkah, tam pa Ko te obremenijo vzamem, obratni kapital. ja, tam pa vzamem, ampak v smislu pripeljem res dejansko material na gradbišče in nekaj vzamem pač avansa. Ja, ker ljudje imajo velikokrat polemiko, eni nobenega avansa, eni ja avans, sam gledaj, spet treba iskati razumevanje, To je tako. kdo, kaj in zakaj. Bolj kot kar avans dati, je pomemben, da investitor prebere izvajalca. In če ga on prebere, da je izvajalec, da je to, da je fair, da je pošten, da je to ni problem dati avans. Mogoče tak izvajalec sploh ne bo hotel vzeti avans. Ne. Ja, mi smo Tisti je recimo, bolj važen, kot sam ne bomo dal avansa. mi smo recimo zelo specifični, a ne? Ker dobro, ti knauf plato kupaš, ne vem, bandažen trak kupaš, ne? Tudi če klena bom, pa, a ne, boš pa drgam neseš, če ne drugače, ne? Pri nas, a ne? Vse po naročilu. Ja, seveda. Jaz Saj, nimam kaj s tem početi. imamo tudi mi veliko stvari po naročilu. Tudi? Akustična jadra. Aha, Rasterski stropovi, ki niso standardni, so vse po naročilu. Barvani profili so lahko. Akustični monolitni stropovi, to je efekt tega rasterskega stropa. ja,
samo da je na videz kot navaden strop bil enoten. To je ima zdaj KCS eleganca, ki se pač smeri, ti akustik ti naredi pač akustični preračun Ja. in ti pol noter ukomponira, koliko teh akustike ne bi imel. a ne. Se mi zdi, da je na tem čez dalje večji poudarek. Ful večji poudarek. Še na Ogromno, akustiki zdaj prostora. smo- Ja, to je šele zdaj zadnje Se je par let. začelo. Začel se je aktualno, zdaj smo delali v decembru eno osnovno šolo, smo delali zbornico, jedilnico in pa eno učilnico. In je bila tista gospa učiteljica noter, ki sem jaz prišel to meriti, gledati, tako se mi je jokala, pritoževala. Mene tako glava boli, Od hrupa. tako je obupno delati, jaz domov pridem vsa izmučena. Ne. To smo jim, ta jadra smo jim zmontirali, tukaj je bila pol ravnateljica tista pa občina, da so šli, ker ni pa to, ni Super to investicija. poceni, je kar investicija. In zdaj so prezadovoljni, prehvaležni, kakšna je razlika. V jedilnici se da pogovarjati, ne, zvok upije se noter, ne. Ni odmeva, ni tistega bučanja. In Nemci so naredili tudi študijo pri dveh osnovnih šolah, ki so to imele in niso imele akustike urejene. In imajo analizo, koliko je manj v akustičnem prostoru, koliko je manj bolniških, koliko je večja delovna uspešnost. Tako da ta akustika je Ja, hrup je zelo, zelo pomembna. Ja, nekdo zjutraj sem eno predstavitev poslušal, akustične, oblazinjene obloge za, v bistvu za zvočno izolativnost. Pa fora je, da se tako iz meseca v mesec se pojavljajo novi pristopi k akustiki in pa sam poudarek na to, kako je dejansko to pomembno. Ta mir. Zelo. To je tako, tista, imaš polno glavo, ko priješ ven, ali si pač v redu. To je tista, a ti v enem prostoru ne leži biti, ali ti je prijetno. In to je ta akustika. Se reče, a je prostor akustičen ali ni. To pa lahko dosežemo na več načinov. No, in bi si nekdo rekel, suho montažna dela, pogovarjava se pa od akustike. Od akustike, ja. Koliko je to širok pojem, parametri akustike. Tako. Pa veliko delate tega, vam je zanimiv ta sektor? Če dale več. Jaz se vse tiste pisarne, akustiko si bojo ljudje najlažje predstavljali, tiste mrežasti stropovi, ki so. Tisto je akustičen strop, ima funkcijo akustike, do neke mere tudi filtriranja zraka. Imamo pa še mnogo več od akustike. So potem jadra, bafli, so potem vseh oblik jadra, lahko so okrogla, lahko so pravokotna, lahko so to kot valovi. Ja, vse živo je. Vse živo je. Potem so tudi lahko stenska, akustične. Tudi stenska akustika, daš gor si printing ene slike, pa je ta slika že akustična. No, lih to smo danes Tudi to, videli. ja. Ja. Tega, pa tehnologija zdaj, ki gre tu hitro naprej, gre tudi materiali izjemno hitro naprej, kaj omogočajo, pa kako izboljšujejo kvaliteto bivanja, ali pa uporabe samega prostora. Ja, kvaliteto dela. Ja. Te si v eni pisarni se ne moreš pogovarjati, po telefonu, vse odmeva. Daš gor dva jadra. Kje se pa kvadrat teh začne? Konča, verjamem, da se lahko nikjer. Čisto odvisno. Vse te stvari so pač po povpraševanju. Se najprej naredi celostno. Ne vem, priješ v prostor. Recimo, če vzamemo tale. Rečeš v redu, tele 4 jadra damo, kjera damo, navadna, klasična jadra, v redu, dam povpraševanje in ti pač na podlagi tega dam ponudbo. Je pa en tak jader z montažo, če je v velikosti 60x60, je en tak jader z montažo tam do 200 €. Če bi 4 ure, recimo. Se pravi, 800 € bi te prišla akustika za ta prostor. In si za 800 € dobil akustično urejen prostor. Pa ste tu šli na kakšna dodatna izobraževanja v smislu akustike? Ne, tukaj smo imeli v sklopu tega KCS rasterskih stropov izobraževanje. Ni to nek tak, bi rekel, bav za zmontirati.
Ne, je pa tukaj, daš, če želiš pa imeti akustični preračun, ne daš pa pač akustiko za preračunati, Ja, ki preračuna in to je to. Zdaj za navadno sobo ni težave, če imaš pa neko bolj kompleksno prostor namembnost, ja. tako, pa pol seveda daš preračunati. Ne. Ja, zagotovo. Ker je mogoče neki večji ferker ljudi ali pač neke rekel, zvočniki, neki tazga, daš pa to. Ne. Ja, ja. Ja, vse gre. Ne. Tudi smo imeli primer na objektu, je bila soba, boot soba, ne, fitness boot, se pravi, tisto muziko poslušajo in Ja. glasni glasbi telovadja. Ne. Sosednji prostor je bila pa arhitekturni biro, se pravi popolna tišina. In se da doseči, ne, obstajajo plošče. Ja, Diamant, antivibracijske pa vse živo silent dol. board plošče so, Ja, ja. daš noter malo debelejšo steno, malo bolj izoliraš. V glavnem vse danes gre. No. Ja, danes mislim, da se več da narediti, kot imajo pa ljudje domišljije. No. Ja. Ljudje imajo predstavo za tisto suhomontažno gradno, kar rečeš knauf, ne, kar je proizvajalec, tisto ploščo pred sabo in to je to. Ne. Ja, no, sej. Zadnje pa cela knjiga tega. Ne. Kaj vse je še in Ja. kaj se vse še da narediti. Tako kot rentgen, ne. Rentgen prostore smo delali tudi seveda za zobozdravstveno ordinacijo, ortopan je pač noter tisti rentgen, dobiš podatek, koliko je rentgen močan in na podlagi tega sestaviš steno, ki vsebuje tisto bakelitno ploščo, ki jo ima tudi proizvajalec knauf, ne. In narediš rentgen prostor. Tako Ja, da to so ti izzivi. vse obstaja, samo treba je pač vedeti, slediti. Treba je, kaj je bistvo, ne, tudi za investitorja, da imaš izvajalca, ki ti zna ponuditi zadevo, ki takoj najde rešitev. Ne. Se pravi, ti imaš nek problem, izvajalec ga pa ve rešiti ta problem. Res je, ta gradbeništvo, dokler se ne začneš poglabljati vanga, hiše, ne. Po Hiše, drugi pa strani. hrup, pa prah. Kako ti pa ustreza to podjetniško življenje? Pa prej si omenil, da imaš naraščajne. Kako pa to uskladiš, ta zdaj modern, ne, life-work balance? Ja, bistvo je dogovor. Zmeniti se moraš, dogovoriti se moraš. Pač, če poveš, kaj pa partnerju poveš, kaj je tvoj, tisti, bom rekel, vizija ali pa kaj si, se pravi, zamislil, kako bo pač potekalo, funkcioniralo. In če imaš razumevajočega partnerja, potem to gre. Ne. Je pa to seveda, to je pač. Ni to 8 ur na dan, to je kar 24 ur na dan. Ne. Vedno Ja. si s podjetjem, ne. Kjerkoli si vedno, a ne, imaš to zadnje. Rock and roll. Tako. To je tako kot otroka, ne. Imaš vedno, se pravi, vedno ga imaš, a ne. Ja, Vedno je tukaj, vedno Ne je moreš ga dati prisoten. nazaj. Ja, nikoli ga ne moreš več dati nazaj. Ne. Tako isto s podjetjem, vedno je tle. Ne. ja, ja. Ja, to živiš, ne. Ja, to je način življenja. Kako pa je delo z očetom vplivalo na tvoj razvoj? Kdo je bil oče kot šef? Ja, sem bil še tako, bom rekel, on se je zelo hitro umaknil, sprijaznil ali kakorkoli. Sej, ja, on se, bom rekel, v te stroge podjetniške se ne vtika, ne, kar se tiče samega poslovanja ali pa projektov. Mogoče se kdaj kaj pride do nesoglasij pri samem operativnih zadevah na terenu, na licu mesta. Tako da on se je zelo hitro tudi umaknil. Ne. Sem bil še zelo pač, kar rekel, mladinec, ki pač ja, takrat smo delali tako in pač tako delal. Potem sem pa jaz to kar sam Gradil. Ja, sam gradil. Seveda to mi je pomagal, da sem pač bil v tem poslu, da sem vedel, zakaj se gre, z nekimi kontakti, ljudmi. Ne. Pa verjete neke delovne navade pa vrednote, ne. Verjetno. Ja, jaz sem mu za to najbolj hvaležen. To, ko te nauči tega, no, da vidiš, ki je del. Da tudi, če ni dela, vidiš, ki je, pa kaj bi se še dal, pa da imaš odprto glavo pri stvareh, ki jih delaš. A ne.
No, pri nas se je oče tudi hitro umaknil. Klemata pa. Ja, Tudi pa tako, pelne, kar šta. Vem, so primeri, ne, ki je Ja, pa še ne. kar, ja, in pol je to pol kar problem. En ima eno pač zamisel, pot, ne, drugačno in pol je to neskladje. In pol zadeva malo stagnira. Ne. Je pa res, da sem z očetom v bistvu ta generalni del odnosa razvil pa glih skozi delo. Ker si z njemu prisoten pol, ne? 10 ur na dan. Ja, dejansko ga ne več ni tvoj oče, ampak je že sodelavec. Ne. Nekje vmes, ja. Ja, ja. Ja, ti si un filter, ker rabi biti nekdo kriv, pol je kriv si ne. Ja, ampak ključta, no. Jaz sem tudi tako, ko z bratom delava, ne. In tudi, a ne, ko prideš do nesoglasja, ne, ta izziv komunikacije. Ampak po drugi strani pa odnosov ful rastava, ne. In mi je lepo. Je pa gradbeništvo taka stvar, ki je res živa, ne. Živa, dinamična. Ja, pa, Nikoli ni isto. Ne. pa velikrat sploh ni od tebe odvisen, pa se zgodi, pa moš pol nekako rešiti. Ne. Mario, mene je bilo veselje, bi želel še kaj dodati. Mislim, da smo kar zajela en tak pogled na Suhomontažna dela, ki so vse prej kot to. in gradbeništvo. Ja. Ja. Želim ti veliko uspehov na prihajajočih projektih, čim manj stresnih dni, pa veliko sončnih dni, da se hitreje suši. Hvala lepa. Da še enkrat ti hvala, ker si se oglasil. Verjamem pa, da se bomo še kje srečali. Tudi vam in lep pozdrav, pa vse dobro.